Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o knezu Drakuli, ki je postal poznan po tem, da je svoje sovražnike nataknil na kol. Vlad Natikalet je bil zgodovinski vladar iz 15. stoletja. Že ob imenu na Drakulo najbrž pomislite na Romunijo, Transilvanijo in na ljudi, ki so jih nataknili na kole, na katerih pa so lahko preživeli tudi do 3 dni. Toda ta brutalni vlaški vladar skriva veliko več kot izmišljene legende o starodavnih grofih in krvoločnih vampirjih. Torej sedaj ugotovimo, kdo je bil grozljivi grof Drakula, za katerega mnogi mislijo, da je bil najbolj zloben vladar v zgodovini človeštva. Po nekaterih navedbah naj bi Vlad III. Pobil okoli 100.000 ljudi ali več. Večino teh smrti je nadzoroval Vlad osebno. Njegove vojaške enote niso bile velike, ponavadi so štele okoli 24.000 mož. Vendar je to nadomestil s tem, da se je zadal zelo brutalno ime v vzhodni Evropi. Zato so se ga nasprotniki mnogokrat izogibali. Postal je človek, ki se ga morajo bati vsi. Biti ujet se strani Vladovih sil je pogosto pomenilo biti mučen do smrti in potem so ljudi razstavili na nekogaršnjem ozemlju, da so jih pojedle živali. In s tem so ljudi odvrnili od morebitnega napada na Vlada III. In njegovo ozemlje. Ljudje so se ga tako bali, da so se takrat po Evropi govorile zgodbe, da knez Vlad III. Med obrokom pije kri, kar pa najverjetneje ni bilo res. Je pa ljudi natikal na kole, ropal in požigal mesta, ki so se mu upirala, in kakšnega sovražnika je dal potegniti iz kože. Toda kako je sploh prevzel oblast? Vlad III. Se je rodil v Vlaški okoli leta 1428 v današnji Romuniji. Bil je tretji vlad v družini Drakulešt. V času njegovega rojstva je bila Romunija ujeta med dve glavni družini, Drakulešt in Danešt. Obe družini izhajata iz družine Basarab, ki je ustanovila deželo Vlaško. Vendar je svojima dvema potomcema ta hiša zagotovila ozemlje, za katerega pa sta se obe hiši med seboj borile. Drakulešt dejansko pomeni zmajev red, ki pa so bili red, ki se je boril proti muslimanom in je varoval krščanstvo. Tako da ime Drakula, ki se mu ga pripisuje, nima nikakršne povezave z vampirstvom ali satanizmom. Dobri knez je samo ščitil pravoslavne dežele. Vlad III. Večino svoje mladosti preživel v Osamskem cesarstvu, saj je njegov oče sklenil zavezništvo s turškim sultanom in tako sta Vlad in njegov brat ostala kot nekakšna garancija v turškem ujetništvu. Po očetovi smrti so Turki hoteli Vlada postaviti na prestol, ker so upali, da bo ostal njihov zaveznik. Kasneje je Vlad pobegnil iz osamskega tabora in mu je nekako uspelo priti na dvor k svojemu stricu, Bogdanu II. Moldavskemu. Z njegovim sinom Štefanom pa je nato nadaljeval šolanje v samostanu. Vlad je po prevzemu oblasti začel čistko med vlaškimi bojarji, ki so sodelovali pri umoru njegovega očeta, in utrjevati svojo oblast. Zaradi tega je prišel v spor s transilvanskimi Sasi, ki so podpirali njegove nasprotnike, Vladislavovega brata Dana III. Vlad je oplenil saške vasi, odpeljal ujetnike v Vlaško in jih nataknil na kol. Mir pa je bil vzpostavljen leta 1460. Sultan Mehmed II. Je od Vlada zahteval, da se mu pokloni. Vlad pa je sultanovega odposlanca aretiral in nataknil na kol. Februarja 1462 je vdrl na osamsko ozemlje ter pobil več 10.000 Turkov in Bolgarov. Mehmed se je odzval s protinapadom in poskusom, da bi Vlada zamenjal z njegovim mlajšim bratom Radujem. Vlad je poskušal v noči med 16. in 17. junijem leta 1462 v Taršagovicu ujeti sultana, vendar mu to ni uspelo. Sultan se je za glavnino svoje vojske umaknil iz Vlaške, vendar je kljub temu vedno več Vlahov dezertiralo in prestopilo na Radujevo stran. Vlad je konec leta 1462 odšel v Transilvanijo iskat pomoč ogrskega kralja Matije Korvina. Korvin pa ga je na mesto pomoči vrgel v ječo. V Višegradu je bil od leta 1463 do leta 1475. V tem času so se v Italiji in zlasti v Nemčiji začele širiti pripovedi o njegovi krutosti. Na zahtevo Štefana III. Moldavskega je bil poleti leta 1475 izpuščen in se nato na začetku leta 1476 v korvinski vojski boril proti Osamom v Bosni. Ogri in Moldavci so novembra prisilili Vazvara Laitoša,
ki je odstranil vladovega brata Raduja, da je pobegnil iz Vlaške. Basarab pa se je še pred koncem leta za osamsko pomočjo vrnil. Vlada pa so 10. januarja 1477 verjetno umorili. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.